Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Aktualno. Govorili bomo o bolezni in higieni zob. Vsi vemo, da ko pride do zobozdravnikov, predstavljajo ti po navadi pri večini ljudi velik strah. Velikokrat trepetamo, odlašamo obisk pri zobozdravniku, gremo, ko je to res že zelo potrebno, ko je bolečina res huda in takrat lahko pride do zelo hudih bolečin. Vsi smo kdaj že imeli zobobol, zato v nocojšnjem studiu lepo pozdravljam Roberta Kralja, doktorja dentalne medicine v Zdravstvenem domu Velenje. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, Zloška. Kot sem rekla, je torej ponavadi strah pred zobozdravniki, se jih bojimo, ljudje velikokrat odlašamo obisk pri zobozdravniku, pridemo, ko je to res nujno potrebno. Seveda pa so pri zobozdravnikih potrebne redne kontrole, če lepo in pravilno skrbimo za zobe, če je higiena pravilna. Zato bova mi do danes nekaj seveda spregovorila tudi o boleznih, nekaterih znakih in pa seveda o preventivi, o tistem, kaj lahko sami naredimo za to, da do teh bolezni, teh težav z zobmi ne pride, kajti preventiva, torej govorim seveda o higieni zob in ustne votline, ker se velikokrat govori o zobeh, pa se mi zdi, da je pomembna tudi higiena ustne celotne votline, ne? Tako jezika, vseh ostalih stvari, ne samo zob, ker bakterije se nabirajo v celotni ustni votlini, o tem bova seveda govorila potem v nadaljevanju nocojšnje oddaje. Pa najprej, da naredimo en uvod, kakšna je ta osnovna higiena ustne votline oziroma zob, kolikokrat na dan si moramo ščetkati zobe, včasih je bilo rečeno po vsakem obroku, 3-krat na dan, nekateri pravijo 2-krat na dan, če je dovolj dobro, če je pravilno. Kakšna je zdaj praksa? Ja, zdaj, koliko čistimo, najboljše pojedi. Sicer ni priporočljivo takoj pojedi, ampak recimo vsaj malo počakati do pol ure, ker je takrat površina zob malo razmehčana, pa če bi imeli pretrdo ščetko, recimo malo ranimo to površino pod narekovaji, tako da nekje pol ure pojedi je čisto idealno. Če 2-krat na dan to naredimo, je to zelo lepo, ne? Zdaj, če še 3-krat na dan, super, ne? Ampak zjutraj, zvečer, pred spanjem vsekakor, ne? Drugače pa čim večkrat. Na pravilen način, ne? To je predvsem pomembno s pravilnimi sredstvi, ne? Zato bova zdaj govorila o teh sredstvih, pa o pravilnem načinu. Vsekakor, ko obiskujemo osnovno šolo, ponavadi smo navajeni, da pridajo te gospe, skupaj ščetkamo, dobimo tisto roza tabletko, da vidijo, kje so obloge in potem nas nekako naučijo, kako je pravilno ščetkati. Ta forma, ta vzorec, kako pravilno ščetkati, še vedno drži? Ja, osnovni vzorec je, da vzamemo zobno ščetko, tule imamo en modelček, prislonimo to zobno ščetko pod kotom 45 stopinj, pač ob dlesni, med zobo pa dlesni, zgoraj oziroma spodaj, pa s krožnimi gibi, rahlo pač očistimo vse zgoraj, spodaj, znotraj, na notranji strani in zunanji strani. Pač gremo od enega konca do drugega in nazaj po notranji strani, pa še zgornje površine. Zdaj priporočljivo je posebej v današnjem času, da se tam, kjer je to možno, da se čisti tudi medzobne površine, to pomeni z nitkami ali pa z medzobnimi ščetkami. Tako da, ki jih pač glede na debelino potem določimo ali pri nas ali pa si sami, glede, da vidite, kaj vam paše, kaj pa ne gre med zobe. Tako da to je bilo to. Obstaja potem še ustne vodice, ki so namenjene sicer za nekaj drugega, ampak tem lahko tudi kasneje. Bova o tem seveda več povedala kasneje, o zobnih nitkah, o teh malih medščetkah, pa tudi o ustni vodici. Velikokrat je polemika, vemo, da s potrošništvom je prišlo veliko izdelkov, ki jih imamo na trgu, ki kupujemo, lahko različne zobne ščetke, ene so boljše takšne, imajo recimo podaljšane, nekatere so ravne. Veliko je tudi ponudbe, kar se tiče zobnih past. Zdaj midva sicer o znamkah ne bova govorila, ampak kakšna je tista prava zobna ščetka in prava zobna pasta, ker vemo, da je kar nekaj formul, ki so za belino, ki so za penjenje, take stvari. Katere so najboljše? Najpomembnejši del čiščenja zob je zobna ščetka, ne zobna pasta. Za zobno pasto je pomembno, da ima flor, zdaj ostalo je pa bolj pod narekovaje, to vsebuje flor. Kar se tiče pa zobne ščetke, pa da ni pretrda, raje mehkejša varianta, pa s čim več ščetinami, da čim bolj gosta da je. Kaj pa ravna ali recimo odrezana na zobčena?
Katere so recimo boljše? Ni tukaj formule? Zdaj jaz uporabljam ravno, recimo, ne. Nič kaj posebno, neko ekstra, ampak z gostimi ščetinami, ne smem povedati znamke, ne, ampak v redu, ja. Tako da ni predolga, prevelika, ne more zdaj majhna usta, velika ščetka, ne, to ne gre skupaj. Zakaj pa mehkejša? Zato, da ne ranijo obzobnih tkiv, ne, dlesni, tako da s trdimi ščetkami pa recimo povzročamo lahko rane tega dela ustne votline, tako da se priporoča bolj mehkejša. Pa je pomembno. Čist mehka pa tudi ne, razen v določenih primerih, ne, tista ultrasoft, ko so variante, ko je recimo vnetje dlesni tako občutljivo, da kakršenkoli poseg, ne, ščetkanje, že sam predstavlja neko bolečino, tako da takrat pa res mogoče, saj tiste prve dni bolj mehko, ne, da ni nekakor pa ne neko zelo trdo varianto, ne. So kakšne recimo zobne ščetke, ki bi jih predvsem odsvetovali razen teh trdih, ker recimo nekateri pravijo, ja, na zobčene lažje spravijo, ali tukaj ni odvisno od zobne ščetke, ali samo od načina čiščenja zob? Se pravi, način ščitkanja s krožnimi gibi, obrnem proti zobu, pa lepo vse obdelati. Obstajajo tudi tiste, ko so take okrogle, ne, s katerimi, ker z navadnimi včasih ne pridemo med te prostore, ne, pa imajo tako okroglo glavico, ne, pa mogoče s tistimi pol laže te med zobmi, vsaj en del, če je zob zdrav, ne, da ni ta zobna dlesen prizadeta, pa pol s tistimi okroglimi med zobmi, potem ta je sicer kvadratasta, ampak taka okrogla glavica je, ne, pa se pride med zobmi noter, pa se laže potem, to je predvsem pomembno v tem zadnjem sektorju, ne, zob ne stoko spredaj, ko mu laže to očistimo. Koliko časa recimo je dobro, da porabimo za čiščenje zobov? Včasih vemo, da to opravimo na hitro, sploh ne počistimo vseh, ne počistimo dovolj dobro. Se lahko sploh to ovrednoti, recimo omejiš časom? Zdaj v literaturi oziroma mi splošno svetujemo 3 do 5 minut čiščenja, ne, tako da, ampak karkoli je boljše kot nič, to je pa bi bilo nekaj optimalno, vsaj nekaj 3 minute, ne. Da je lepo, da gremo čez vse površine, zdaj nekdo bolj počasi, mogoče ščetka, nekdo bolj hitro, ne. Tako da to je verjetno pa odvisno tudi od vsakega posameznika. Ja. Vsekakor je pravilno, da nekako počistimo vse in spredaj in znotraj, ne. Včasih so nam rekli, tudi pri hiši ne uredimo samo zunanjosti, ne. Ja, seveda, ne, tudi notranjosti del, ne, ker posebej recimo tukaj spodaj, v spodnjem zobnem loku, na notranjem delu se rad nabira zobne obloge, zobni kamen, in če ne ščistimo, ne, potem se tu hitro začne neka bolezen, lahko javi potem v zobnem tkivu. Zobni kamen se rad nabira tukaj ali pa tukaj, ko so na zgornjem delu, ne, ko so izvodila žlez, ki proizvajajo slino na vsaki strani, tukaj na lični strani, ne, tam se ponavadi dostikrat javlja, ne, zobni kamen, pa predvsem pa tudi na mestih, ki jih pač ne čistimo redno oziroma jih sploh ne čistimo, ne. Tudi če je bolečina, ne, je potrebno zobe kljub temu umiti, stisniti kdaj zobe, ne, in tudi umiti, ker vemo, da kadar imajo ljudje težave, potem kar pozabijo na ustno higieno. Ja, zdaj, bolečina je zmerom nek indikator, da je nekaj narobe, ne, primarno, ne. Kaj je pa narobe, je potem odvisno, ne, včasih je narobe kaj ob zobu, včasih kaj narobe z zobom samim, ne. Tako da ja, ne, treba vseeno čistiti, ne. Prej ste že omenili ustno vodico, je pomembno, da uporabljamo, prej sem že rekla, da gre za higieno celotne ustne votline, ne samo za higieno zob, nekateri pravijo, da je pomembna tudi higiena jezika. Tako bom rekel, jezik kot sam, pomembna higiena celotne ustne votline, čeprav zobne obloge se delajo na trdih mestih, ne boste imeli kariesa na dlesni, ne. To ni možno, ker obloge se naredijo na trdem področju, kar zobje v usti predstavljajo, tam se naredi biofilm, pridejo bakterije in potem glede pač na različno rast teh bakterij, ne, se spodaj pač začne, one jejo hrano, proizvajajo toksine oziroma kislino, ki jih topi potem to površino zoba, ne, in če to ne čistimo, potem pride do kariesa oziroma zobne gnilobe. Kar se tiče pa jezika in ostali del, to je pa pomembno predvsem zato, da ja, zobne obloge so lahko na jeziku
recimo nekaj normalnega, včasih je belkast jezik, ne kakšnih bolj, včasih pogosto so pa nenormalne, ne samo na jeziku, predvsem na ustni sluznici, predvsem na licih, na robovih jezika pod jezikom, ne. Včasih gre celo lahko za zelo resne bolezni, ne, kot je karcinom. Tako da, ali pa so nek indikator za neki bolezni v drugem delu telesa, ne. Kaj bi potem rekli za ustno vodico? Je pomembno, da jo uporabljamo? Lahko tudi slabo vpliva na sklenino zob? Zdaj, ustna voda, če vi imate normalne, zdrave zobe, brez nekih posebnosti, zdravo meso oziroma zobne dlesni, ne, okoli zob, to pomeni, da je ta dlesen rožnate barve, ne, da ni temna, da ni krvaveča, da je tako, kako bi rekel, površine pomaranče, če si predstavljate malo kakve vdolbinice so recimo, ali pa ne sme biti gladka, sijoča, napeta, ampak taka lepa, ne, rožnate barve, potem neke potrebe za ustnimi vodami ni. Ne. Zdaj, določene ustne vode se včasih uporabljajo, ko gre za preobčutljivost ob zobnem vratu, ne, ko se dlesen umakne, ki vsebujejo flor, ne, pa recimo, da to pomaga potem do določene mere pri preprečitvi te bolečine, ki nastaja ob razgaljenih zobnih vratovih. Drugače pa ne, obstaja sicer še posebni oralni antiseptiki, ki se dobijo v lekarni, ne, na priporočilo zobozdravnika, ki se uporabljajo samo določen čas, recimo 7-10 dni, največ 14 dni, ob parodontni bolezni, ko pride do vnetja dlesni, takrat hkrati z čiščenjem pa določeno časovno obdobje se še tisto uporablja, da se pač lažje vsa zadeva umiri oziroma pozdravi. Zakaj uporabljati zobno nitko? Prej ste jo že omenili in pa ne nazadnje kako? Škoda, da nimam zraven. Zobna nitka, ja, damo med dva prsta, ne, pa med zobe notri, ne, ob zobo gor, pa dol, ne, pa vsako špranjo, ne, zobna nitka je recimo primerna tam, kjer so zelo, recimo, da je precej tesno skupaj, ne, da vi med tisto kartačko, ko je takšna medzobna kartačka, ki gre med dlesni, ko je na takšnem, zdaj ne vem, v drogerijah se ponavadi nabavijo, ne, ko sem že prej omenil, se tam uporablja, ne, ko je tesno, ker s kakimi s temi medzobnimi kartačkami včasih ne gre, pa gre lepo z nitko, pa se lepo ščisti, ne. Če je pa razmak med zobmi večji, pa zobna nitka, ne, obstaja sicer ene debelejše zobne nitke, ne, take superfloss, s katerimi, ko imajo zadebeljene konce, pa spravimo čez, pa potegnemo, ne, to je tudi ena varianta, ne. Pač pa lepo med vsako špranjo pa notri, ne se bati, lepo do konca. Bi jo priporočili? Je ja, zdaj nujno potrebna? Nujno potrebna, je priporočljiva, zdaj je dobro uporabljati, recimo vsaj tam, ko je pač tesno, pa ne moreš, ker s ščetko vse posod ne prideš, ne, kot sva že prej omenila, tako da ja, zobje tam, ko so tesno skupaj, ja, ne. Jaz bi recimo priporočila, da ljudje, če niso še uporabili, probajo, ker tudi, ko si bodo poščetkali zobe in bodo potem ponitkali, bodo ugotovili, da nekaterih stvari res niso odstranili, ne. Ja, če uporabljaš nitko, potem to ugotoviš. Ker mi ne moramo vedeti, ne, med zobnim prostorom, ne, posebej, ko je tesno, pa tam, ko slina ne spira, ne, se nabirajo tudi obloge, ne, in vplivajo potem na vnetje, ne. In ko začnemo včasih nitka zakrvavi, ne, oziroma ko začnemo ščetkati, ne, zakrvavi in nič ni narobe, če zakrvavi, ne. Tudi če ranimo z nitko, recimo. Ja, zdaj ne smemo, zdaj... Preveč, ja, ne. Tako da z nitko se lahko rani, ne, dlesen, to je res, ne, ampak z samo ščetko, v takih primerih se tudi tista medzobna ščetka da notri, ne, pa tudi takih, če zakrvavi, se ne ustrašiti, ne. Bo krvavelo nekaj časa, ne, ampak ko bo dlesen postala bolj čvrsta, bo nehalo, ne. Takrat pol ni problema. Zobozdravnik mi je nekoč dejal, da smo v tem času ljudje tudi preveč razvajeni, da zob premalo uporabljamo, da jemo preveč tekočo hrano, da recimo so potem dlesni preveč občutljive in da tudi sklenina ni utrjena. Sklenina, ne. Zdaj, ja, preveč mehke hrane ni dobro, ne, ker skozi razvoj človeške vrste, ne, so ljudje bolj trdo hrano jedli, zdaj pretrdo, spet ne, ker pride do obrabe zobnih površin, ampak normalno, da se grizemo, ne, zato so namenjeni zobje prednji, da odsekamo hrano, zadnji pa za mletje, ne.
v zadnjem segmentu zobje, tako da ja, bolj trda hrana je primerna, ne, ker hkrati se z griženjem in z prebavljanjem se izvaja tudi masaža, ne, dlesni in vsega, ne. Obloge se bolj nabirajo pri mehki, lepljivi hrani, ki vsebuje sladkor, ne, sladkih zadevah. Pri takšni bolj, recimo, če jete kuhan krompir, še ni problema, ne, ampak kakšne tiste bombone, ne, ko se lepijo ali pa karkoli, ne, sladkanega, to se pa hitro, ne, obloge naredijo na zobeh, ne. Tako da trda hrana, recimo surov korenček, zakaj pa ne? Preko sva govorila o recimo različnih preparatih, veliko je tudi tistih, ki govorijo o ustnem zadahu. Velikokrat se ljudje tudi ukvarjamo s tem, ne, pa kaj uporabljati, pa kaj. Je to odvisno tudi od higiene zob? Ne, zdaj ustni zadah postajajo različni vzroki, ne, lahko je vzrok v prebavnem traktu, lahko je vzrok v samih zobeh, ob zobeh, lahko je vzrok v našem pljučih ali karkoli drugje, ne. Tako da glede samega zadaha je bolj poiskati vzrok, ne, kot pa odpravljati, tako bom rekel, neugodne posledice vsega tega, ne. Zdaj ustne vodice niso primarno, zamaskirajo, bom rekel, na trenutek, ne odpravijo pa vzroka tega, ne. Ker recimo pri karcinomu pljuč imaš lahko zadah, ne, zdaj pa ne boš tega z ustno vodico odpravo, ne, ali kaj podobnega, ali pa pri nekem razjedi želodca, ne, ali pa dol požiralnika, ne, tudi pride do tega, ali pa kakšnih vnetij obnosnih votlin, ali pa kaj takšnega, ne, je tudi možno. Pa lahko recimo tudi zadah pomeni kakšno težavo v ustih, recimo kakšna bolezen zob, dlesni, da opozori na to? Ja, se javlja seveda v primerih, da recimo pride do tako imenovanega vnetja oziroma propadanja zobne strukture ob zobu ali pa v zobu, ne, tu lepo vidimo, karies napredovali, sicer še ne čist do same zobne komore, ampak ja, ne, ko pride do propadanja zobnih struktur, pač določene patogeni mikroorganizmi, ki se tam nahajajo, tvorijo določene pač neprijetne vonjave, ne. Zdaj lahko se te mikroorganizmi nahajajo ob zobnih koreninah v žepih, ne, kadar dlesen krvavi, pa propada kost, pa so globoki žepi in vnete dlesni in tam se potem, ko se zadržujejo hrana in razgradni produkti, prihaja do zadaha, ne, tako da ja. Ali pa samega vnetnega procesa v zobu, ne, takrat tudi, ne, ko pride do takšne destrukcije, da potem pride tudi do neugodnih vonjav. Kaj pomenijo boleče in krvaveče dlesni? Kot sem že rekel, to boleče in krvaveče dlesni, zdaj primarno vnetje dlesni razume pod pojmom gingivitis, ne, to je nek primarni začetni del. Potem se pa nadaljuje to z parodontitisom, ne. Zdaj, če ne zdravimo že vnetje dlesni, se bo nekje to nadaljevalo, ne samo od sebe, redko, da bo ponehalo, ne. Moramo pogledati, kaj je vzrok. Lahko je vzrok recimo že vnetje dlesni, lahko recimo lokalno, lahko je generalno, lahko je vzrok jemanje določenih zdravil, ne. Tudi določenih sistemskih bolezni, ne, imunosuprimirani bolniki, ne, ki so, ne, tudi pri njih, ne. Tako da ja, pri vnetju dlesni je pomembno, da se področje očisti, odkloni vzrok in vzdržuje potem naprej stanje, ne, takšno, da ne pride do ponovitve. Velikokrat slišimo tudi različne reklame, ja, krvaveče dlesni pomenijo izpadanje zob, Ja. Lahko zobne paste in samo higiena odpravijo te napake oziroma te bolezni, ali je potrebno obiskati zobozdravnika? Zdaj, če imamo problem, ki je recimo trde zobne obloge, zobni kamen, ne, ki se najprej stvorijo mehke zobne obloge, ne, potem se pa tvorijo trde zobne, ker se kalcificirajo te sloji, ne, in pod njimi so bakterije, ne. Zdaj tam nastane karies ali pa zadeva potuje v globino ob zobeh, ne.
ob zobnem vratu in nižje. Ne. Zdaj, ker je zadeva trda, vi se ščetkanjem to ne morete odpraviti. Mehke zobne obloge se ščetkanjem še odpravite, trde pa nikakor ne. Sami doma ne morete. Ne. Tako da je potrebno iti k zobozdravniku, da vam to z ultrazvočnim inštrumentom to lepo vibrira pod visokimi frekvencami, gre ob zobeh, oziroma v določenih primerih celo pod nivojem dlesni, ne. Ker imamo kamen, ki se tvori na površini zob, ne, ampak imamo pa kamen, ki se tvori pod nivojem dlesni, torej tam, ko ga sploh ne moremo videti. Ne. In ti se še pa bolj nevarno, nekaj pa zadeva napreduje, ne, topi kost, ne, in pa dobivamo razgaljene vratove, ne, zob navidezno izrašča, dejansko majat se začne, ne, krvavet, in na koncu pride do izgube zob, ne. To je tako imenovana parodontalna bolezen. Tako da to je treba biti pazljiv pri teh zadevah. Ravno to sem želela vprašati, parodontalna bolezen. Velikokrat zdaj v zadnjem času slišimo o njej, ne, zaradi tega ravno, ker ni nekih drugih znakov, da bi lahko rekli, da jo lahko prepoznamo, tako konkretno, ne? Ja, ponavadi so krvaveče dlesni tista nek prvi znak, ne. Zdaj čakati, da je zob že majal, da se je dlesen že, ne, umaknila, to je že zelo pozno, ne. Tako da zadevo se da omejiti z zdravljenjem, ne. Ne moramo zdaj dlesen, ki se je umaknila, spraviti nazaj gor, ne. Stanje bo ostalo na tej nivoju, ne, tako da pravočasen pristop do zobozdravnika je pomemben, da vam pove, kaj je sploh narobe, ne, kako čistiti zobe. Če opazimo krvaveče dlesni, recimo. Ker očitno ali ni bilo zadostne higiene ali pa kaj drugi sistemski vzrok, ne, tako da to je pomembno, ne. Tako da parodontalno bolezen je zelo razširjena, ne. Lahko se pojavi ob enem zobu, dveh, treh, na enih, dveh, treh mesecih, lahko je pa generalizirana, ne. Lahko je zelo agresivna, ne, zelo hitro, to je posebej pri mladih ljudeh, ne, se pojavi pri mladostnikih ali pa še prej. Ko ljudje izgubijo v kratkem času, ne, lahko izgubijo vse zobe, ne. Nekateri pravijo, da je to tudi dedno povezano, je res? Ja, delno je. Ampak faktori tega so še kajenje, ne, poleg tega, ne. Moramo vedeti, da je velik delec kadilcev, ne, ki tudi slabo skrbijo za ustno higieno, ne, tam je tudi velik faktor tega, ne samo cigareti, ampak tudi manjša oksigenacija tkiva, ne, ko pač manj kisika zaužiješ, medtem ko kadiš, ne, katran sam, ne, nikotin in vse ostali produkti, ki jih je veliko v cigaretih. To je tudi eden od vzrokov, ne. Tudi tkivo se potem težje celi, recimo kadilcem kot pa nekadilcem, ne. Parodontalna bolezen, so še kakšni drugi znaki, razen krvavečih dlesni, moramo biti še recimo na kaj pozorni, so lahko še drugi znaki, da nas na to opozorijo? Ja, ponavadi je še to majavo, zob, če je že napredovala, ne, zobje so pač, ali dlesen že toliko napredovala, da so pač dlesen se pomakne dol ob zobo, ne, začne se umikati. Ustni zadah, ne, je lahko en teh vzrokov, ne. Včasih imamo gingivitise, ki pa niso nujno parodontalna bolezen, ne, ampak so recimo posledica jemanja določenih zdravil, hormonalnih sprememb ali česarkoli, ko se dlesen poveča, ne, ob zobu, ne, pa lahko imamo hiperplazija gingive, ne, ko se zelo naraste to zobno meso, ne, izgleda strašno, ne, samo se da to odpraviti, ne. Kako pa recimo potem zdravite to bolezen? Parodontalna bolezen, z čiščenjem, pač z ustno higieno, sodelovanje pacienta je tukaj izredno pomembno, ne. To primarno smo za svoje oralno zdravje, za zdravje svoje ustne votline in zob odgovorni sami, ne. To je treba povedati. Zdaj, potem pa zdravim pač za temi ultrazvočnimi inštrumenti z posebnimi sondami, ne, ko gremo v globino, ob zobu dol, pa strugamo in poliramo koren, ne, pač ta del se pač, da se spravi te bakterije, ki se nahajajo med kostjo oziroma dlesnijo, pa med samo površino korenine, ne, ker to je pač vzrok, da se to dogaja in jih treba ven spraviti. Z izpiranjem, z irigacijo, ne, daje se sistemsko antibiotiki, če je potrebno, ne, tako da to je primarno, ne, na ta način. Potem pa samo vzdrževanje, ne, pa preverjanje, pa klicanje pacienta na recall oziroma na... Primarno se s tem ukvarja sicer parodontologi, ne, z zdravljenjem, če pride do takšne
kakšne manjše zadeve, ne, ko opazimo vsakim splošni zobozdravniki v ordinaciji, tisti pa lahko sami tudi posebej svetovanje, ne, pa čiščenje. Tudi jaz kdaj pogladim pa očistim kaj manjšega, tako da ni problema. Prej ste že omenili tudi zobni kamen, ta velikokrat povzroča težave, se nabira. Kako lahko preprečimo nabiranje zobnega kamna? Z čiščenjem. Ja, če ni mehkih oblog, tudi trdih ponavadi ni. Ne. Čeprav včasih na površini ni, so pa lahko pod nivojem dlesni, ne, skrito. Ne. To je tudi zelo. Ne. Tisti zobni kamen je ponavadi temne barve. Ne. Tako je na površini zob je ponavadi rumenkaste, belkaste. Ne. On je pa tako bolj temno, sivkaste barve. Niti včasih ga ne vidite, večinoma ga ne vidite, ker je pod nivojem, ampak dlesni so ponavadi vnete, krvavijo. Ne. Takrat, ko gre zobozdravnik pač z inštrumentom, vidi pač take delci ven letijo temni, ne. To je pač vzrok, ne, ki pol nadaljuje z parodontalno boleznijo vse, ne. Se pravi, je lahko torej tudi zobni kamen vzrok za... Seveda, sem že prej rekel tako, da ja, zobni kamen je. Ne. Pod zobnim kamnom, če se nabira na zobo, ne, pride na tipičnih mestih do propadanja zobne strukture, ne, do kariesa, ne, ker tam bakterije prosto delujejo, ne morejo spirati, ne moreš čistiti, ker je trda struktura, ne, in tam bakterije delujejo v globino potem, ne, lahko. Zomeščajo površino in zob začne propadati. Zato je verjetno dobro, da če pride do zobnega kamna, da ga damo odstraniti. Seveda, seveda. Kakšen je ta postopek? Zdaj, z ultrazvočnim inštrumentom, ki ga izvaja zobozdravnik, ne, se gre po vseh površinah, posebej med zobnimi površinami, ne, ker tam sploh rado je not se nabere z zadnje strani, tako sem že prej omenil, na notranji strani spodnjih zob, ne, to je največkrat. Pa se lepo po vseh zobeh, tudi po teh jamicah, fisurah, ki se nahajajo na griznih ploskvah, se tudi včasih, ampak dosti sicer bolj poredko, se pravim, ponavadi se na notranji strani tukaj nahaja. Ne. Imaš primere, ko je pa zelo, zelo generaliziran zobni kamen, ko se vprašaš, kaj je človek počel toliko časa. Ne. Da je torej, lahko rekel, vse posod? Ja, sem že imel tudi take primere, ne. Jih najdejo se pravim. Ponavadi so na določenih mestih, ampak drugače pa ja, ne. Zdaj, zadnje zobje, ne, tudi ne radi čistimo, ko so daleč kakšne sedmice, osmice z zadnje strani, ne. Tam se tudi nabira rado, ne. Ščetko težko notri prideš, ne. To je tudi res, ne. Tako da ja, pa naši inštrumenti so zakrivljeni, ne. Z ogledalom pogledaš lepo, greš, tako da to je priporočljivo, ja. Priporočljivo je, ko vidite, oziroma ko gre za to, pa je pomembno, da se gre na redne stomatološke preglede, ne. Se včasih niti ne veš, ne vidiš, ne. Jaz, ko pogledam usta, pač mogoče verjetno več vidim, no, tako bom rekel, v tem primeru, ja. Zato so redni stomatološki pregledi so pomembni, ne. To je pač, bom rekel, tudi najcenejša oblika. To, kar sem že uvodoma dejala, ne, da je potrebno iz zobozdravniku ne, ko res že boli, ampak da obiskujemo... Čakanje zadnjega trenutka, to je že nekaj kar hudo narobe, ne. Pol pa, zakaj so čakalne vrste, zakaj ne morem takoj, ne. Ponavadi taki pol pridejo na dežurno ambulanto, ne, ko niso naročeni, pa potem nekaj se na hitro tam naredi, da se vsaj bolečina odpravi, ne. Tako da ja, redni pregledi veliko pripomore k temu, pa redna ustna higiena, ne. Prej ste že omenili tudi karies. Kaj v bistvu, da mogoče najprej malce pojasniva, zakaj gre pri kariesu in recimo kakšne so posledice? Ja, pri kariesu gre za propadanje trdih zobnih struktur. To je recimo, tu je primer že kar napredovali karies. Tukaj v primer pač v tem grizni ploski v fisuri se začne, kot takšna mala pikica se pojavi. Vi je niti ne vidite, ne. Pod njo se pa pol v stožčasti obliki lahko pojavi ogromna. Zadeva je zgor zgleda tako malo sivkasto, črn, tako mala pikica. Noter je pa lahko že vse mehko, po domače povedano, gnilo, ne, propadlo, ne. Potem pa pridejo ljudje, ne, s takšnim zgleda, tu pa mogoče se mu kaj odkruši ali pa ga malo začne boleti, ne, ko že začne ta karies oziroma ta propadanje zobne strukture prodirati nižje, ne, če je to sklenina, tukaj je pa dentin, če ločimo ta dva dela zoba, ko pride blizu te površine, začne boleti skeletne ali pa še
nekateri mogoče niso občutljivi, ne, in pol pridejo, ne, in takrat je lahko že tudi prepozno, ne, ker same te bakterije, ki se tukaj nahajajo, ne, one vplivajo potem tudi na ta del zoba, ki tukaj so krvne žile, krvne živci, ne, oziroma rahlo vezivno tkivo, ki potem pride lahko do nepovratnega odmiranja zoba, ne. Tako da, ja. Posledica česa pa je, kar res ponovno nedobre higiene? Ja, seveda, ne. Tam se, kot primarno se začnejo nabirati zobne obloge, pod njimi pa je potem, ko ne čistimo, ne, se nahajajo, druge bakterije se začnejo nahajati, ne, in potem topijo to sklenino, to površino, ne, ki vsebuje minerale, kalcijeve, ne, in topijo in grejo noter v globino, ne, in ko se enkrat notri, nas še ne boli, še nič ne vidimo, ne, in ni več problema, ne. Potem, ko začne boleti, je pa že včasih odpreš, pa je pravi krater v zobu, ne. Pacient, saj skoraj nič ni bolelo, nič ni bilo videti, ne. Lahko kar nekaj časa traja, da pride do bolečine, ne? Ja, seveda, ne. Saj ljudje so različno občutljivi, ampak lahko kar nekaj časa traja, ne. To ni v tednu ali dveh, ne, to so meseci, ne. Zato je potrebno za ustno higieno skrbeti že od malih nog, že od otroštva, ne? Oziroma, ko dobimo stalne zobe. Zdaj, starši, ne, ko so že mlečni zobje, je pomembno, ne. Ne, stalne. Stalne so samo nadaljevanje mlečnih zob, ne. Tule so sicer mlečni zobje gor, ja, ne, po 20, ko jih je v vsaki čeljusti, ampak tako da mlečni zobje so pomembni, zato ker čuvajo mesta po tem stalnim zobjem, ne. Zato ljudje si mislijo, mlečne zobe pa ni treba čistiti, se bomo dobili stalne zobe. Ravno zato sem vas vprašala, ker sem nekje prebrala, da je nekdo napisal, ni treba, ne, mlečnih, ker takrat te odpadajo, ni treba skrbeti za... Daleč od tega. Mlečni zobje so sicer manjši, so krajši, ne, take bolj okroglasti izgledajo, ne. Ampak med njimi so tudi mora biti prostor, normalno je, med zobmi normalno prostor, ne, med stalnimi je manj prostora, ker so tudi ožji, ne. In potem, ko prihajajo stalni za njimi, ne, so jim ti kot neko vodilo, kam mora stalni zob iti, ne. In če jih ni, zdaj stalni zobje potem lahko krivo zrastejo, ne, ker so ti čuvaji pač določenih mest, ne. In če krivo zraste, potem pa spet ortodont, ne. In tako naprej, ne. Vse je povezano. Treba od malih nog, ne. Sej bakterij, ki povzročajo propadanje zob v ustni votlini, ni dokler ni zob, ne. Ko pa so zobje, potem pa ja, ne. Torej, higiena, vedno znova se vračamo k temu, pa če mogoče pogledava še, na katere bolezni zob bi še vi opozorili, ki jih recimo poznamo, o katerih še recimo nocoj nisva govorila? Ne, bolezni zob in obzobnih tkiv so pač najpomembnejše, kar se tega tiče, ne. Od kariesa do parodontoze, do vnetja dlesni, to je za večino že najpomembnejše. Zdaj, samih zob druga ni tako, ne, na udaru, ne. Že to povzroča toliko eno paleto različnih stanj, da ne, včasih zdravimo, včasih je treba zob zdreti, včasih ga sam ne čistimo z iglicami, kot marsikdo ve, ne, z te kanale, ne, odpremo zob, ga napolnimo potem z drugim sredstvom, da nam vsaj struktura zoba kasneje ostane, ne, da lahko še vsaj damo plombico ali koristimo kasneje za kak zatiček pa za kronico, ne. Drugače pa zdretje zoba je tisto končno, ne, pač potem ni več, ne, ali danes so sicer moderni vsadki, ne, tako imenovani implantati, ne, to lahko nadomesti, ne, potem, ampak vse, kar je v usti drugega, ravno tako je treba vzdrževati, ljudje pozabljajo, ne, ti mu obrusiš zob, narediš prevleko, ne, mostiček, potem pa ljudje, zdaj pa ni treba čistič, ne, to je nekaj umetnega, to ni treba, ne, še bolje je treba vzdrževati, ne, sej, če imate avto, kupite, morate vzdrževati, ne, ravno tako je zobje, oziroma neke protetične nadomestke je treba vzdrževati, skrbeti za njih, ne, da bodo trajali, ne. Zdravstvena zavarovalnica vam plača določene nadomestke, ki imajo trajnostno dobo, ne. V tem času vam ne plača nič drugega, ne. Zato je potrebno za to skrbeti, ne. Če je dobro narejeno, bo trajalo, ne. Če je nek, kak bi rekel, ne, temelji, če so v redu, ne, pa je pol nadgradnja v redu narejena, bo zadeva trajala in če skrbite za vse skupaj, bo. Če ne, pa ne bo, ne.
Kaj če recimo pride do odkrušitve zoba? Se pravi, vzrok je različen. Ne? Zdaj lahko je prišlo do ene travme, kar pomeni, da ste dobili nek udarec, ne? Ali direktno, lahko ste sami povzročili, zagriznili kako vilco, kaj trdega, nekaj pa je zadeva počla. Lahko je kariozen, torej zobna gniloba, že tako velika, ne, pa ste zagriznili nekaj čisto normalnega, pa en del zoba odletel. Ne. Recimo tukaj, ko je že veliko, pa ste zagriznili en del, pa recimo odleti ta del, ne, pa vam to pač neki indikator. Ne. Zdaj, če pride, ja, zadevo je dobro čim presanirati. Ne. To je pač odprt zob, na nek način je odprta rana. Ne. Čeprav ga na prvi pogled ne tretiramo, tako je. Ne. Zdaj, če odleti en vršek, se pač v določeni meri dogradi taka plombica, ne, se lahko dogradi ulita ali jo sami naredimo. Ne. Če je pa prišlo do recimo razpoka zob, ne, zob lahko poči, ne, tudi globje noter, ne, potem pa zdravljenje težko onemogočeno, tako da je končni posledici lahko tudi pride do samega izdrtja zoba, ne. Če pride do frakture, recimo korenine včasih zelo pogosto, ne, po celi dolžini, ne, lahko zob se niti ne vidi včasih na rentgenu, ne, ampak zob začne boleti, neko vnetje, ne, ker je ta neka poka, ne. Si sploh pozabo, da je bil kak udarec, karkoli, ne, pa zob noter pa začne odmirati, ne, posledično, ne. Se pravim, travma, udarci, to, ne, zdaj, čim prej je potrebno pač obiskati zobozdravnika, ne. Prej smo govorila o mlečnih zobeh, stalnih, pomembna postavitev, ortodont, ne, takrat ponavadi otroci obiščejo ortodonta, da nekako popravi to ureditev, postavitev zob. Zakaj je pomembna ta postavitev zob, če recimo imamo preveč, imamo stišane, niso prav obrnjeni, kakšne nevšečnosti lahko to povzroči? Ja, zdaj nevšečnosti pri sami griženju, ne, grizi so lahko odprti, ne, včasih ne morete niti skup zobe, ne, dati, ne, lahko so zelo globoki, ne, da se recimo s spodnjimi zobmi grizete vzgoraj v meso, ne, in na ta način ranite, ne, potem lahko so zobje tako čudno nagnjeni, ne morete pravilno čistiti, tam se potem ponavadi tudi pride do destrukcije, ne. Potem lahko zobje izrastejo recimo na netipičnih mestih, na nebu, visoko v svodu, ne, tukaj med licem, kje zadaj tudi. Recimo, to je zelo pogosto. Ja, zdaj, najboljše je, ne, da je pač lepo, da so zobje v liniji, ne. Med njimi se prenašajo sile, ne, z zoba na zob stične točke vmes med njimi, ne. Tako da en zob učinkuje posredno na drugega, na celo zobno vrsto, ne. In če so zobje lepo poravnani, da niso pretesno, ker pa jih tudi lažje čistimo, ne. Zdaj, pri tesnih stanjih je problem, takrat je tudi z nitko včasih ne moramo čistiti, ne. Tako da, ja, tako včasih je problem. Zato pa vse pravim, ne, včasih zraste prekomerni zobje, ne, preveč jih je, ne. Včasih ne zrastejo, ne, včasih, zdaj dvojke včasih ne zrastejo, to so taka, včasih ni osmic, pa dvojk, to so dva taka zoba, ki sta pod narekovajih v izumiranju, v izginjanju, ne. Zdaj, pa vidiš, ljudje imajo včasih še mlečne dvojke notri, ne, pa jih čuvajo, ne. Danes smo eno pacientko, ko je imela mlečno petico, ki ni imela stalne petice, sicer bolj redko, ampak ne, se pojavlja. Vidiš marsikaj, ne. Tako da ja, ne, mlečni zobje, se pravim, treba jih je čuvati, dokler so, po naravni poti, da grejo ven, potem pa, ko pride stalni, pa čuvati naprej. Ker osmice, ja, omenili ste jih že, ja, ne, te velikokrat povzročajo težave. Zdaj, če je dovolj mesta, če ne, kako bi rekel, ne tiščijo vas naprej, da se začnejo zobje rotirati, nekaj spreminjati, ne, če jih lahko normalno čistite, jih pustimo notri, ne, če so lepo v liniji izrasli, ne. Zdaj, v večini primerov pa ni tako, ne. Zdaj, veliki zobje, mala čelju zbila, kako obrnjeni so čudno, lahko rastejo nazaj, na stran, prerašča jih zobno meso, gingiva, ne, in potem jih tam niti čistiti ne moramo, ne, in tam pa pride do pač procesa propadanja teh zob, ne, in potem bolečin že prej, ne, in se dajo ven. Zdaj, včasih določe so normalno, da ni neka čudna korenina, pa to jih v splošnih ambulantah zdiramo, ne. Zdaj, če so pa ti zobje nekako čudno obrnjeni, da so blizu recimo
živca, ki je noter, ne, ali pa neki gromozanski, ponavadi ležijo, ne, pa rinejo naprej, pol jih pa pošljemo specialistu, ne, damo napotnico v specialistično ambulanto, pa oni potem to tam. Kaj če zob zgnije? Tudi te primere sem že slišala, da modrostni zob ne pride in ostane noter in pride do zgnitja. Ne, zdaj, če je zob zaprt, torej prekrit z sluznico, ali pa s kostjo, ne, vse so v kosti notri, ne, ti zobje, ne, da sploh ni šel nikamor, da je ostal noter in ne dela nobenih problemov, potem ga pustimo tako, kot je. Ne. Zdaj, da bi prišlo do zgnitja oziroma do propada zoba kar tako v čeljusti, redko kdaj pride. Ne. Ponavadi, ko začne se nekaj, pač dobi neko iniciacijo za rast, pa začne se nekam potovati, ne. Takrat lahko pride v bližino živca, katerega drugega zoba, pa začne povzročati bolečino. Ja. Potem se tudi to pač se prereže dlesen, ne, to specialistični ambulanti počnejo, ko se okoli poreže, ne, oziroma prevrta, ne, pa se ta zob potem da ven. Zdaj, da bi pa sam zob kar sam od sebe, ne, za samo zniti oziroma za ta proces, mora biti pač prisotne bakterije, ne, ker samo od sebe zob. Torej mora biti neko vzrok, da se to dogaja. Ja, ne, to je. Torej lahko to pomeni tudi kakšno bolezen ali kaj takega, če pride do tega? Ja, pri samih smisli, če so zaprte, pa da ni nekega zunanjega vzroka, ne vem, mislim, da ne, no. To težko, ne. Ponavadi nekje so bakterije prišle zraven in se je pač proces začel, ne, propadanja in vi ne morete to, jaz ne morem, ne, pač se to pošlje pa specialista, da to da ven. Popravljajo se pa take zobje. Prej ste že omenili primer mlečnih zob pri odraslih ljudeh. Lahko ti potem povzročijo... Ja, pa ni problem. Ni problem? Ne. Zdaj, če recimo stalnega zoba ni, ne, se vidi se po rentgenu, ne, pa so ti zobje noter, vzdrževani, ne, ponavadi so to, se pravim, dvojke, ne. Sem že kar nekaj videl tam, zakaj? Pač je zob, ne, koristi se, dokler bo. Pa je potem lahko recimo ogroženost, da prej ostanemo brez zob. Nekje sem prebrala, da so nekateri mlečni zobje bolj negovani, kot pa pri odraslih stalni, ne? Tudi če imajo mlečne zobe. Ne vem, mogoče se kdo fokusira na njega, ne vem, no. Ampak načeloma ne, se če normalno čistiš, ne bo nobenih problemov, tudi pri drugih ne. Tako da ne. Ne, se pravim, če ni stalnih zob, potem za njimi se to pusti notri in pač zadeva funkcionira, kakor funkcionira, ne. Zdaj, so pa primeri, ne, ko recimo dvojka na eni strani, ne, izpade, pa ne zraste stalni, na drugi pa je mlečna noter, ne. Zdaj pa imaš ljudi, ki jih moti ta nesimetrija, ne, na eni strani imaš en zob več, na drugi imaš mlečni zob. Zdaj to se rešuje pač na različne načine, ne. Zelo pogosto recimo, da ortodont razmakne, oziroma prej damo to dvojko ven, razmakne se, pa se pa delajo kakšne fiksne konstrukcije, ali se vstavijo vsadki, pa se posamičen zob nadomesti, to je pač po želji, pol individualno, ne. Se pravim, nekoga pa nič ne moti, tako da ni pa nič narobe. Ne. Kako je potem z ti zobnimi živci, vnetjem recimo teh živcev, nekateri pravijo, da v bistvu sam, ko pride do živca, ko recimo nam zobozdravnik popravi plombo, ne, takrat začutimo živec. Ne, takrat čutimo pač neko senzacijo, ne. Zdaj, odvisno kako globoko gremo, ne, zdaj, ko vrtamo, ne, popravljamo zob. Zdaj, živci se nahajajo tukaj v tem delu, ne, krvne žile, živci tu je, recimo, če je tukaj pridejo notri pri vršku zoba in se potem nahajajo v tem delu, to je ta pulpna komora, recimo pod narekovaj votli del, ne, zoba, na tega pol vplivajo. In ko recimo to popravljamo, ne, ko vrtimo, ne, to so povezano s takimi drobnimi kanali se nahajajo v tem delu strukture in ko vrtamo, ne, je to občutljivo, ne, ker se v teh nahaja tekočina, ki pol vpliva na ta živec. Zdaj, kako pride do vnetja živca? Eno je preko kariesa, recimo pač katerega koli dela zoba, kjer pride do propada trde zobne strukture, ne direktno, pa pol vplivanja na ta del. Drugo je pa ob
pri parodontalni bolezni, ne, ko pride ob zobu, ob korenini, ne, ko potujejo bakterije dol do vrška, pa so že tu neke lateralne povezave z koreninami, pa potem vplivajo bakterije potem od spodaj navzgor, ne, pa pride do propada po obratni poti. Ne. Tako da, ja, in tu se potem javijo bolečine, ne, to je res, ne. Kaj pomeni, če zobi skelijo, so občutljivi na mrzlo toploto, na določeno hrano, recimo? Ja, zdaj, če imamo recimo razgaljene zobne vratove, ne, takrat zna biti na kislo, ne, če zrak potegnemo med njimi, ne. Ti zobni vratovi, ne, ko se dlesen pomakne nižje, ne, oziroma više, če gledamo zgornje, ne, zobe, takrat so na udaru, bom rekel, ne, niso, prej jih je ščitilo zobni cement, pa dlesen, ne, so bili nekako zaščiteni, potem, ko se pa to v bolezni umakne, pa to postane nezaščiteno področje, ne. In takrat potem to zna skelet, ne, ob čiščenju, ne, ob jedi določenih hrane, ne, kakšne limone, česarkoli drugega. Tako da ja, takrat se pa potem to, zato pa so eni uporabljajo aparate ustne vodice s fluorom, ki vsebujejo, ne, da se pa, ker fluor nadomesti recimo zapolni kalcij v trdi zobni strukturi, ne. Kalcij postane ta struktura bolj trdna za te kanale oziroma so mikrostrukture, ki so povezane, ne. Pač naredi tako lepo, kako bi rekel, ne prepušča več teh senzornih dražljajev do živca, ne. Drugo je pa, da mi na teh področjih naredimo pač določen, kot neko plombico pod narekovaji, ne, zaščitimo z tankim slojem kompozita, ne, oziroma takšnega filma naredimo, da to zaščitimo. Zdaj, drugo je pa, če pride do draženja zob na druge dražljaje, ne, ko je pa že zob propadel, ne, ta struktura pa pride, učinkuje potem bakterije pa hrana in vse to na živce, ki se še nahajajo tukaj in so še deloma živi, ne, živec je živ, in potem pač na ta način, ne, prek tega, ne, tudi lahko vpliva, ne. Torej, lahko tudi drugje vzrok, ne, da recimo lahko tudi vzrok kakšne bolezni, če skeli kakšne težave v zobu. Recimo, da skeli, da je občutljiv na mrzlo, toplo. Nekateri pravijo, da obstajajo tudi določene zobne paste, ki pomagajo temu. Ja, vse, ki vsebujejo, po večini vsebujejo fluor, pa še določene druge zadeve. Samo ko je zob že občutljiv na toplo, hladno, pomeni, da je že prišlo do vnetja tega prostora, ne, tega žil oziroma živce v tem prostoru, ne, ker to pomeni, da se že nekaj dogaja, da je že bil nekaj prej vzrok, ne, in da je zadeva že malo napredovala, ne. Zdaj, včasih je ta proces možno zaustaviti, ne, vzrokov je lahko več, ne, včasih pa ne. Možno je tudi, recimo, greste k zobozdravniku, vam naredi eno plombico, ne, pa je malo previsoka, pa močni zobozdravnik malo pozoren, ali pa vi niste, pa si mislite, bože, ne. In tisti lahko je za lasek previsoko, ne, pa skozi grizljate na tisto mesto, ne, in to vpliva počasi, da pride do vnetja tega prostora in potem bolečine v samem zobu. Pa je taka, bom rekel, nepomembna zadeva na prvi pogled, ne. To je tudi eden vzrokov. Pa lahko povzroči kakšno težavo. Ja. Ko ste že omenili plombe, mogoče v tem velika dilema, včasih bela, ne, potem tiste, kot jih poznamo mi, kot se vidijo, sive. Kako je zdaj? Je kakšna razlika tudi v vzdržljivosti v času, ki jih recimo imamo v ustih, kjer so bolj vzdržljive, dlje časa trajajo? Zdaj, dobra plomba bo zdržala kar nekaj, dobro narejena, ne. Zdaj, spredaj ponavadi delamo zdaj bele, ne. Zavarovalnica plača od 3 do 3, ni potrebnih doplačil, ne. Tako naredimo belo, kar je vse zadaj, po pravilih moramo narediti z amalgamom, tako imenovanimi sivimi plombami, ne. Zdaj, te plombe so vzdržljive, lepo narejene, trajajo. Vsem niso všeč, ampak so vzdržljive, ne. So preizkušene, uporabljajo se 150 let, material je primeren, ne. Res, da je treba pa
pri sami preparaciji za to plombo odbrusiti mogoče en večji del zoba, oziroma po določenih pravilih moraš oblikovati to področje, kamor boš dal plombo, ne, ker pač ta material se ne lepi direktno na zob, ampak mora biti tako oblikovan, da pa drži tam, ne. Medtem ko pa te bele kompozitne, ne, ko so iz umetnih materialov, te se pa zalepijo z zobnimi strukturami, ne, ki jih pa osvetlimo z lučko in se potem prilepijo gor, ne. Morajo pa prehodi biti gladki, lepo narejeni, ne sme biti previsoko, ne sme se zatikati kje, ne, gremo se sondo, vsak zobozdravnik pa preveri na koncu, ne, spolira, ne, sijoče mora biti, ne. Tako da ja. Dilema zdaj, danes lahko uporabljam bele tudi zadaj, ni problema, ne. Se da tudi na bolj obremenjenih griznih ploskvah, ne. Včasih so se, te bele so se obrabljale, ne, danes so že so zelo solidne in se ne obrabljajo tako, ne. Je pa problem, ne, ker ko delaš v ustih, suho delovno področje, ne. Pri belih plombah, ko delamo, je problem, oziroma je zaželjeno, nujno, suho delovno področje, ne. Včasih ga ne moremo doseči, ne. Bi želeli, pacient želi belo plombo, včasih pa recimo vse ne da, ne. Je recimo globoko nekje, pa nisi 100%, ne, da bo tam ta zadeva držala, ker če ni suho, se zadeva ne bo prijela, bo tam prišlo do neke špranje, prodora bakterij in bomo prišli do kariesa in bolečin in vsega propada zoba, ne. Tako da ja. Ne, če je suho, pa če se da narediti, potem ja, ne. Zdaj, če je pa vlažno, potem pa se tudi z amalgamom, ne, ker lepo naredi, pa ni problema, ne. Vsi imamo radi lepe, urejene, bele zobe. Nekaj bi še dodal. Možno je narediti tudi ulite plombe, ne. To pomeni, da se vzame vtis, pa se potem tehnik zmodelira, pa se ta plombica pod narekovaji cementira, ne, na to mesto, ne, tako da ni nujno, ne. Je pa res, da je to samo plačniška storitev tudi, ne. Želela sem vprašati tudi nekaj o beljenju zob. Velikokrat ljudje potem kupujemo preparate, si naravno belimo zobe. Je to sploh možno? Je to priporočljivo? Ja, kar se belje, to je zelo individualno, ne, enega čisto rumeni zobje ne motijo, enega pa že mala pikica, kje pa nekaj, pa je že čist pokvarjen dan, ne. Zdaj, beljenje zob, to, kar se kupi, ne, to deluje, kot prvo deluje začasno, ne, poceni, kar je po zunanji površini, zdaj, če se vi kadite, pijete kavo, vsak dan rdeče vino in podobne zadeve, ne, nekaj časa bo belo, pa bo pa spet nazaj se zabarvalo, ne. Če je pa zob postal siv temen od notranjosti, ne, prišlo je do nekega udarca, travme, recimo, pa je posivel, ne, to ga pa vi z zunanjim beljenjem ne morete, ne. Recimo ta zob je ponavadi mrtev, ga je treba odpreti in z notranje strani pobeliti, ne. Pač se naredi lukenca, tam se potem da sredstvo, ki tako učinkovuje, da se močan oksidansija, ne, da se pride to do pobeljenja. Ja, zdaj ta sredstva so agresivna, ne, to je treba povedati, ne. Zdaj pogosto to, zdaj če nekdo kar naprej to počne, ne, bo s časoma uničeval svojo to sklenino, ne, in ta sredstva na dolgi rok kar naprej ponavljati, ne, zdaj občasno pa ni problema, ne, sej pobeljeno se pa tudi zadeve lahko remineralizira z uporabo fluorirnih sredstev, tako da ni tak problem. Zakaj pride do obarvanosti zob? Nekateri zobje so že po naravi drugačne barve, niso tako beli, nekateri so bolj beli, temni. Ja, ljudje imamo različne, ne. Zdaj, za obarvanost se pravim, če pride do neke travme, do neke poškodbe zoba, se zobje lahko obarvajo, pač z notranje strani. Zdaj, ko imamo tudi neke tako imenovane sive plombice, ne, te amalgamske, ne, tudi se zdi, da se je zob zabarval, ne, takrat ko odstranimo, pa pobrusimo ni, ne, ker zobna ta stvar, svetloba proseva skozi zob, ne. Zdaj, če na enem delu sivo, pa potem siva plombica, pa ostalo je pa belo, ne, bo ta siva barva nekje, če koga to moti, se pač vidi, ne. Zato se pa dajo bele plombe, ne, da se, ker svetloba pač proseva skozi te bele zadeve, ne. Tako da
Ne, jaz sem mislila tudi to obarvano zob, ko ste prej rekli, ja, uporabljamo, ne vem, tisti, ko so kadilci, ki, ne vem, pijejo kavo, pa nekateri zobje so verjetno bolj odporni, nekateri ne. Seveda so, ne, sej, ker stopnja kalcifikacije je zelo individualna, ne, oziroma strukture zobne sklenine, ne. En bo hitro zgubljal, pri enaki zobni higieni bo en recimo hitro zgubljal zobje, en pa recimo bo imel do konca življenja lahko svoje, ne. Ali pa si sploh ne bo prav zob, pa bo imel, ne. Bo imel recimo odvisno tudi od sline, ne, kakšno slino imate, ne. Če je lepo spira, ne, da ni pri manjku sline, če imate določena zdravila, ne, ali pri določenih boleznih, sindromih, ne, takrat je pomembno, ne, da jemljete nadomestno slino, da se fluoridacija in higiena še bolj pomembna, ne. V takih primerih še pride prej do propadanja, ne. Velikokrat, ko govorimo o boleznih, o recimo različnem zdravem načinu življenja, vedno pridemo do prehrane. In tudi vi ste prej že omenili hrano, vedno pride, zdrava hrana je pomembno tudi za zobe, ne, in pravilno vpliva tudi na zobe, na higieno, več ste že preomenili, več jemo sladkorjev, več jemo te zdrave, mislim, te hitre hrane, ki je danes bolj popularna, tudi bolj vpliva na zobe, ne? Zdaj, če boste čistili po vsakem pač obroku, načeloma ne. Vsi ne čistijo po vseh obrokih, posebej otroci, pa ješ sladkarije, ne, in te zadeve ne. Posebej tiste kakšne lepljive bombone, se ti zalepi za zob, tako da ne. Ja, hrana je, uravnotežena prehrana je pomembna, ne. To definitivno. Zdaj, veliko teh predelanih sladkorjev v hrani, to škodljivo vpliva ne samo na organizem, tudi na zobe, ne. Posebej na organizem, ne. Ker človeško telo skozi evolucijo ni navajeno, ne, na industrijski sladkor, ne, kako dolgo pa uporabljamo, ne. Tako da ja, manj sladkorjev, več ogljikovih v drugih oblikah, ne, pač v krompirju, v fižolu so tak ogljikovi hidrati, ne, nisem ta v sladkorju, ne. Meso normalno, ne, zelenjava, saj vemo tisto piramidno strukturo, kakšno se vsi v šolih učili, ne, videli nekje, ne, kaj je česa največ, česa najmanj, ne. Teh industrijsko predelane hrane se pač izogibati, kolikor se le da, ne moreš danes, ne, ampak koliko se le da, pač kupiš posamezna živila, pa iz teh nekaj narediš, ne, to je zmerom priporočljivo, posebej še, če greš kakemu lokalnemu predelovalcu, ne, kaj domačega, še toliko boljše. Vi ste zobozdravnik, zato vas bom zdaj kar vprašala čisto tako iz vašega vidika, mogoče vaših izkušenj. Veliko se govori o higieni zob, veliko je bilo v zadnjih letih tudi narejeno na tem, ne, že v osnovnih šolah pridejo, nekako prikazujejo tudi to, kar ste vi danes v studiu prinesli s sabo, so njihovi pripomočki. Pa se vam zdi, da se je ljudi prijelo, da ljudje bolj skrbijo za zobe? Zdaj, pomembno je, seveda od malega, ne, tu so starši, ne, vzgoja. Vzgoja je zelo pomembna, ne. Individualno, kako so starši vztrajni, ne, kakšen nasvet dobijo, tudi ko hodijo na redne preglede, že prej pedodontu, pa kot se je mladinskemu zobozdravniku, ne. Pač, da se spremljajo zadeve, ne, to je, pač zadeve so na ta način pomembne. Se pravim, za mali otroci ne morejo še biti odgovorni, ne, tako da tu so primarno starši odgovorni, ne. Ni zobozdravnik odgovoren, ne, ja, on je odgovoren za tisto, kar naredi, ne pa za samo stanje, ko pride otrok tja, ne, tisto pa ne more, ne. Da na svet pove, kako pravilno od prehrane do čiščenja, tako, ne. Ampak kar se pa pol doma, kako navaditi otroka, to pa ja, to so pa starši odgovorni, ne. Pa potem vsak posameznik kasneje, kako je osvojil te navade in kako skrbi naprej, ne. Če redno hodi na redne kontrole, se včasih pride do luknjice, malenkost, ne, pa že mogoče zobozdravnik nekaj malega vidi, nekaj malega popravi, ni potrebno veliko, ne. Recimo ni destrukcija prišla tako daleč, je končala samo v sklenini, ne, pa se sam ta del popravi, kakšna bela plombica, pa niti ni vidno, ne. Zdaj, če pa ti ne skrbiš, pa zadeve so druge, ne, se pravi, vsak individualno, kako je odgovoren do sebe, do svojega zdravja, ker oralno zdravje je pač eden od pokazateljev odnosa, ki ga ima človek do sebe, ne. Zdaj, če nimaš sebe rad, kaj boš, ne.
Prej so govorile tudi o ortodontih, o tej postavitvi zob, če recimo niso prav izraščeni, če ni prostora, je potrebno to popraviti. Lahko tudi to pusti kakšne recimo določene posledice, kot so zobni aparati? Zobni aparati popravljajo posledice tega. Ne? Ja, ampak recimo, če jih nosimo, recimo... Ja, tam je še pa posebej pomembna ustna higiena, ne? Posebej pri fiksnih aparatih. Ne? To pa absolutno, ne? Ker zadeva je, tu je žica, tu so tiste pritrditvena mesta, ko so, ne? In to zahteva, preden to očistiš, zahteva motivacijo in čas, ne? Zato vsak ortodont bo tak fiksni aparat dal na zobe, ki so posanirani, oziroma so lepi, čisti in da ni nekih sprememb na zobu, ob zobu, ne, ko so zobje primarno urejeni, ne, potem bo šele šel v terapijo, ne. Pač pomik zob sem in tja, levo, desno, gor, da kaj bo pač potrebno narediti, ne. Zapreti vrzel ali karkoli pomakniti, neizrasli zob, bilo kaj, ne. Uskladiti okluzijo, tako da ja. Tam je pa še potrebna dodatna motivacija. Ne. Niso vsi za to, potem pa hodijo ortodontov, dajo dol, ne, ko pridejo, pa če niso čistili, so pa problemi takšni, da, oziroma ortodont, če vidi, da zadeva ne bo šla naprej, da mladostnik, oziroma ponavadi so to mladostniki, ne, redko, pa tudi odrasli danes, ne, če vidi, da zadeva propada, spodaj bo odstranil aparat, ne, seveda bo. Ne, ker ni v interesu, ne, da boš ti imel poravnane zobe, pa vse gnile, ne, kaj si pa s tem naredil, ne. Ne veliko, ne. Tako da, ja, tam je še posebej higiena zob je še posebej pomembna pri aparatih, ko jih imaš na sebi. Velikokrat smo že danes govorili o tem, da je pomembno obiskati zobozdravnika, hoditi na preventivne, ponavljajoče se preglede in redno skrbeti za svoje zobe. Hvala lepa, Robert Kralj, za obisk in za tale pojasnila. Jaz verjamem, da sva marsikomu odgovorili na kakšno vprašanje, pa tudi mogoče odpravila kakšen strah, da bodo bolj pogumno obiskali zobozdravnika. Se pravim, strah je nepotreben, ne. Starši že mogoče svojih izkušenj pa otrokom govorijo, ne jim govoriti, da je zobozdravnik nekaj strašnega. Ne, ni. Moja sestra je bolj strašna kot jaz. Se včasih pohecam, ne, ampak tak, ne strašiti, ker miren pacient veliko lažje kaj narediš mirnemu pacientu, kot pa nekomu, ko se že cel trese, cel nesproščen, ne, že na pol ga vse boli. Tako da ne strašiti, niti otrok, mladostnikov. Je pa seveda tudi od pristopa samega zobozdravnika odvisno, ne, ker boleti ne sme v ordinaciji, ko nekaj začneš delati, ne sme boleti. Jaz rad dam injekcijo, tako da, protibolečinsko, tako da ne sme boleti, no, v glavnem. Izkušnja mora biti nekako pozitivna, ne, ko pa se bo tudi pacient lažje odločil, da bo prišel potem spet na preglede, pa redno hodil, ne, ko pa če bo z nekim odporom, ne, že od začetka, pa kasneje, ne. Hvala lepa za obisk v studiu in pa še seveda uspešno delo še naprej. Ja, hvala za povabilo. Dragi gledalci, drage gledalke, vam pa seveda hvala lepa za vašo pozornost. Se veste, zdravi, lepi zobje bodo, če boste pravilno in lepo skrbeli za njih. Hvala lepa, želimo vam lep večer, lahko noč.